Sektor kulturnih in kreativnih industrij nima neke skupne nadnacionalne oziroma medsektorske vizije o potencialnem prispevku za družbeno in gospodarsko rast. To je seveda med drugim povezano s pomanjkanjem zmogljivosti za povezovanje z drugimi industrijskimi sektorji, za spodbujanje razvoja inovacij, in zaradi tega je cilj našega projekta, da se soočimo s tem izzivom in vzpostavimo trajnostni model povezovanja kulturno-kreativnega sektorja z naprednimi proizvodnjami. Glede na partnerstvo, ki smo ga zastavili na mednarodni ravni, verjamem, da nam bo to tudi uspelo. V projektu sodeluje 12 držav, iz vsake države po ena podporna inštitucija za podjetja oziroma industrijo, skupaj z podporno inštitucijo za kulturni in kreativni sektor. V primeru Slovenije je to Gospodarska zbornica Slovenije, ki tudi vodi projekt, in naš regionalni center kreativne ekonomije, ki deluje v okviru regionalne razvojne agencije LUR. Današnji dogodek pa ima namen, da nekako osvetli stališča in znanja in značilnosti posameznega sektorja, zato da bomo seveda v nadaljevanju lahko ustvarjali medsebojne povezave, ki bodo vodile k skupnim projektom. Mislim, da je slovenska industrija zelo odprta za predloge, ki bi jih prinesla tudi kreativna industrija slovenski industriji. Bojim se pa, da je v tem trenutku še premalo iniciative za slovenske kreativne industrije same. Mislim, da je ključno vprašanje to, koliko so se pripravljeni potopiti v specifiko posamezne industrije in jo razumeti in v bistvu že sami priti do nekih problemov in predlagati potencialne rešitve. Mislim, da rabijo samo primere dobrih praks, kot je bila današnja Fismanova, da se lažje vživijo, kje je mogoče še področje za njih, potem že začnejo razmišljati v kontekstu svojega okolja pa generirati prve predloge. Pred časom smo načeloma govorili o tako imenovanem B2B ali B2C, zdaj temu dodajamo še B2E. Torej ne zgolj kot business to business ali business to customer, ampak business to the employee. In to je moja naloga, opolnomočiti ljudi za kreativne procese, da na eni strani razumejo, kaj so potrebe naših končnih uporabnikov, kaj so zahteve naših partnerjev, in pa seveda, da to zavedanje znajo pretvoriti v kreativno rešitev. Super se mi je zdelo, odlično, fine vsebine. Drugo predavanje mi je bilo super o design thinkingu v tem Viessmann Group podjetju. Sicer poznam že design thinking in tudi pač pri našem projektu Center za kreativnost se ukvarjamo s tem in tudi želimo povezovati tradicionalna podjetja s kreativci, in se mi zdi pomembno, da se tudi podjetja lahko predstavijo, na kak način delujejo in kje mogoče so te možnosti. Mogoče sem malenkost razočaran, da je bilo premalo obiskovalcev, glede na to, da je šlo za temo, ki je pravzaprav na nek način kar akutna in bi lahko veliko pripomogla k pravilnemu razumevanju in k pravilnemu umeščanju dizajna, design thinkinga v same razvojne procese storitev in oblikovalskih dosežkov. Pa ne nazadnje tudi uspehov podjetij, finančnih, tudi drugače poslovnih. Veliko novega sem se naučila, predvsem všeč mi je to, kako se pokaže ta povezava med oblikovalcem, ker sama sem ilustratorka in oblikovalka in mi je všeč videti tudi druge načine, kako se lahko sodeluje s podjetji. Dobila sem veliko novih idej in zamisli. Super. Taki dogodki, kot je današnji, jaz mislim, da res lahko pripomorejo k temu povezovanju v bistvu nas, kreativnega sektorja, z drugimi industrijami oziroma drugimi področji. V bistvu pripomore k temu, da se ne nazadnje tudi na takem dogodku s temi ljudmi spoznaš in poveš, da bi rad prišel recimo na sestanek.